Lep pozdrav v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. V sredo 6. novembra je bila tukaj v domu svetega Jožefa v Celju otvoritev prav posebne, pravzaprav posthumne razstave likovnih del inženirja Jureta Godca iz Celja. Na začetku letošnjega decembra je minilo leto dni, odkar nas je zapustil znan in odličen celjski slikar inženir Jure Godec. Njegovi sorodniki in prijatelji so mu v njegov spomin pripravili razstavo njegovih likovnih del. Bil je to resnično lep in prisrčen ter seveda čustven dogodek, ko so v sredo 6. novembra letos v galerijskih prostorih doma svetega Jožefa na Jožefovem hribu v Celju na ogled postavili spominsko razstavo slikarskih del lani decembra preminulega znanega celjskega slikarja inženirja Jureta Godca. Gre za retrospektivno posthumno razstavo, ki pod naslovom Sprehod skozi življenje na nekaj več kot 30 slikarskih platnih odseva vso pisano paleto in moč slikarskega opusa Jureta Godca iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja, različnih tehnik in izraznih žanrov. In tega ni malo, od njegovih izjemno impresivnih akvarelov do akrilov, kolažev, od bolj ali manj realističnega žanra do ekspresije ali impresije, do abstrakcije in zadnjega njegovega slikarskega obdobja, ki ga je sam imenoval Tretje oko. Na teh nekaj slikah, od nekaj tisoč, ki jih je Jure Godec ustvaril v svojem življenju, se nam kot knjiga odpre resnično pisano bogatstvo njegovega ustvarjalnega duha. To retrospektivno in spominsko razstavo so pripravljali tako njegovi potomci kot tudi družinski prijatelji, predvsem Lada Ščurek in Srečko Maček. Glavni izbor pa je nekako padel na ramena njegovega sina, doktorja Boštjana Godca, ki je tudi spregovoril na otvoritvi razstave. Slike sem jaz zbiral z ženo skupaj, tako da poskušala smo en pregled narediti skozi njegovo obdobje slikarsko, tako da so različne slike, tudi različne tehnike, tudi po kvaliteti. Zdaj samo ocenjujem akvarele kot tiste, ki je največ mogoče delal na njih. Zelo dober je bil pa tudi v karikaturi, v risbi, so pa tudi nekateri njegovi akrili zelo močni. Je nekje čez 32, mislim, da je koliko 32 slik razstavljenih, tako iz začetnih obdobja in tudi, bom rekel, da pravzaprav čist njegovega konca. In kot nam je Boštjan Godec priznal, je bilo izbrati dela iz bogate avtorjeve zapuščine zelo težko. Zelo težko, zato ker je veliko dobrih slik in pravzaprav, če bi zbiral mogoče kakšno drugo obdobje, bi drugače zbral. Tako da, tudi če bi oče naredil razstavo, ki si jo je pa želel še za časa življenja, pa mu je pol energije zmanjkalo, bi verjetno bila drugačna. In kako je dr. Boštjan Godec, ki se je tokrat znašel v vlogi kustosa razstave in to očitno zelo uspešno, ocenil sam dogodek otvoritve razstave? Ja, tak dogodek je pa vedno lep, ko se zberejo prijatelji, družina, še sošolci z gimnazije so prišli, tako da dober občutek. Lep spomin. Lep spomin, ja. Je pa blizu, zdaj pravzaprav še ni leto dni, odkar je umrl, tako da je še vse sveže. Tudi te slike nas spominjajo na njega in pa na njegovo energijo, ki jo je imel. Da jabolko ne pade daleč od drevesa, je prepoznavno tudi v družini pokojnega Jureta Godca, kajti njegov vnuk Miha je danes profesionalni fotograf in intermedijski umetnik, ki je na razstavi del dedka tudi spregovoril o njegovem slikarstvu. Jure je bil izjemen človek, tako da on je imel pestro življenje, dal je vojno čez, ni da ni menjanje režimov. Tako da v bistvu taka razstava je vse en majhna drobtinica v pogledu njegovo življenje, je pa definitivno, kako bi rekel, eno tako v redu zrcalo, ki kaže, ker je pač vseeno zanimivo, dedek je imel možnost karkoli narisati in je izbral točno te neke motive, ko smo bili blizu in to imamo danes le priložnost videti. Kako pa je Miha Godec ocenil razstavo in sam dogodek? Ja, taki dogodki so v bistvu en tak prerez v umetnikovo življenje in pa tudi en tak čudovit dogodek, še da v bistvu se lahko vsi prijatelji in družina pač zberejo in še enkrat pogledajo, kako bi rekel, te najboljša dela iz različnih obdobij in iz različnih stilov njegovega ustvarjanja.
Tako da ja, čudovito, no, da se je to zgodilo in tudi, da so nas povabili, da to organiziramo. Vdova pokojnega slikarja inženirja Jureta Godca, Marija Godec, nam je na otvoritvi razstave Ganjeno z občutki tako sreče kot seveda žalosti potrdila, da je pričujoča razstava en lep pregled in vpogled v ustvarjalno življenje njenega pokojnega soproga. Pregled skozi njegov opus slikarski in bi rekla, da je kar lepa razstava, ker je vsestranska. Akvarel je bil njegova močna točka, ampak delo je pa tudi vse ostale stvari. Vsi, ki smo Jureta Godca dobro poznali, nam je pričujoča razstava seveda obudila spomine nanj. In pri ogledu njegovih slik ti spomini hitijo skozi čas ter obujajo lepe in srečne trenutke, ki pa so seveda v tem trenutku tudi boleči. Zelo mi je hudo. Sem vesela, ker bi bil Jure vesel, da smo ga počastili, samo mene pa težko. Tako da ne bi kaj dosti o tem govorila. Spomin je lep, mene pa vedno teže, kljub temu, da je že bo skoraj leto. Razstava Sprehod skozi življenje je na otvoritev privabila številne slikarske kolege Jureta Godca, njegove prijatelje in ljubitelje likovne umetnosti. S svojima prispevkama pa sta jo čudovito uvedla znana harmonikar Miha Plevčak in gledališka igralka ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje Lada Ščurek. S svojim nagovorom jo je pozdravil tudi predstavnik Doma svetega Jožefa, gospod Jože Planinšek. Kako so doživeli razstavo slik Jureta Godca, pa so pred našo kamero izrazili tudi soorganizatorka Lada Ščurek, njegov slikarski prijatelj Božidar Ščurek in gospod Jože Planinšek, predstavnik Doma sveti Jožef, ki je razstavi ponudil streho nad glavo. Ja, vesela sem, da je do tega prišlo. Rekla bi pa, da je to bil res en tak topel, prijeten, blag in srčen dogodek v spomin na Jureta kot moža, očeta, dedka, vnuka, dedka, pradetka in tudi prijatelja. Z tega stališča zlasti gledam na prijatelja, se mi zdi, da je bil večer res lep poklon Juretu. Ja, občutki prijetni. Čeprav ga ni več, ampak mislim, da sem nekaj teh slik še niti videl nisem, čeprav sem bil veliko precej krat pri njemu doma, tu so nekje stvari lepe. Moram pa reči, da glede na to, da smo bili skupaj v skupini Pro Tempore, ga malo pogrešam, pa še koga drugega tudi. Enostavno je pač tako se zgodilo, da smo se vsi nekako stari slikari, bom rekel, skupaj spravili takrat in je pač prišlo do tega, da počasi zaključujemo. Ja, meni je ta dogodek dragocen, ker je gospod Jure bil res nekako vedno znova rad pri nas. Dostikrat je prišel, prinesel kakšno sliko in se nekako čutil v naši hiši tudi počaščenega in to mi je res dragoceno, zato se mi zdi izredno lepo, da imamo lahko zdaj to razstavo tudi tukaj. Jure Godec je bil po poklicu diplomirani inženir metalurgije, s slikarstvom se je ukvarjal od mladih nog. Intenzivneje pa od leta 1980, ko se je pred svojo upokojitvijo začel predstavljati v javnosti, torej v svojem tretjem življenjskem obdobju. Otroška leta je Jure Godec preživel v Celju, Kneževcu, Mariboru, Mežici, na Ravnah na Koroškem, v Ljubljani in Slovenski Bistrici. Se je pa že v študentskih letih intenzivneje ukvarjal z risbo in karikaturo, kasneje pa se je lotil tako akvarela, olja in akrila, kot tudi kolaža in grafike in v manjšem obsegu celo kiparstva. Jure Godec je bil resnično slikar široke razsežnosti in spektra. O tem pričajo v njegovi zapuščini tudi številne recenzije. V eni izmed njih je med drugim zapisala likovna kritičarka, univerzitetno diplomirana zgodovinarka Polona Škodič, navajam. Jure Godec je priznan ljubiteljski slikar s širokim ustvarjalnim potencialom, ki se odraža na mnogih področjih likovnega ustvarjanja. V izjemno obsežnem ustvarjalnem opusu, ki traja že več desetletij, so se zvrstili številni med seboj dokaj različni ciklusi del.
Svoj razpoznavni slog je gradil smelo in raziskovalno, z veliko naklonjenostjo do slovenske umetniške dediščine. Dotaknile so se ga tako rekoč vse vidnejše slogovne umetniške smeri, znotraj katerih je vselej želel raziskati svoje vsebine, od realizma do abstrakcije. Konec navedka. V svoji zapuščini Jure Godec beleži preko 100 samostojnih razstav in vsaj 200 skupinskih, tako doma kot tudi v tujini. V Avstriji, Franciji, Holandiji, Hrvaški, Poljski, Srbiji, Švedski in Švici. Njegov opus obsega vsaj 1000 likovnih del. V zadnjem obdobju svojega ustvarjanja pred smrtjo pa je Jure Godec razvil samo svojo slikarsko tehniko in način slikanja na monotipiji, ki je odslikavala njegovo podzavest in je poimenoval Tretje oko. In del tega njegovega bogatega likovnega opusa smo lahko doživeli na pričujoči razstavi. So pa to razstavo, kot nam je povedala Lada Ščurek, kot retrospektivo predvideli že za časa Juretovega življenja. Pravzaprav še ne. Tole je bilo tako spontano, ker sva s kolegom Srečkom Mačkom nameravala Juretu za 90. obletnico pripraviti nek hec, ampak res hec, vendar je bilo takrat nekako Jure zbolel, potem se je pa to kar prestavljalo in kobalilo eno preko drugega in potem nas je Jure prehitel, ker je odšel. Kar nekako se ob tem vsiljuje vprašanje, bi se razstava likovnih del Jureta Godca morda v prihodnje še lahko kje ponovila? So morda o tem že razmišljali? Ne vem, to pa težko rečem, slike veliko, moči in energije pa ni več. To bi pa morala z družino podebatirati, lahko bi pa, ker možnosti je veliko, ne? Sicer so vsi iz Ljubljane, tako da računa Marija tudi, da se bo preselila v Ljubljano, ker ima vso družino tam. Morda pa, ne vem, morda pa. Leto dni je, odkar je Jure Godec odšel. Ostajajo pa njegove slike kot neme pričevalke veličine njegovega duha. Duha intelektualca in umetnika širokega razpona, s katerim se je bilo vedno užitek spustiti v sproščen pogovor. Vsaj tako sem ga sam doživljal in sem mu za te trenutke neizmerno hvaležen. Vsekakor zanimivo in kakovostno razstavo, posthumno razstavo likovnih del Jureta Godca tukaj pri Svetem Jožefu v Celju smo si lahko ogledali vse tja do konca novembra letos. Toliko v današnji oddaji Minuta za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami, pa lep pozdrav do prihodnjič.